Pozdravljeni. Danes so na vrsti znova vaše pobude ter vprašanja. In tokrat tema, ki bo verjetno zanimala mnoge. Kaj pravzaprav se dogaja v zakulisju samega prenosa dirke na televiziji in kako se na komentiranje pravzaprav pripravi. Čeprav sam tega ne obešam na velik zvon, je večini vas, sledilcev kanala Badger Sways, znano, da sodelujem s Sportklubom pri komentiranju raznih kategorij motošporta. In verjamem, mnogim nisem všeč, nekaterim pravzaprav tečen in moteč. Drugi verjetno imate radi tisto, kar povem tu pa tam med prenosi, in upam, da komu sem pa tja sem celo znosen. A pustimo sedaj to, ne morem biti vsakomur všeč in niti se ne trudim. A danes si bomo ogledali, kako potekajo sploh priprave na prenos. Namreč dobil sem eksplicitno vprašanje in prav je, da tudi vi dobite možnost izvedeti, kaj vse se dogaja v ozadju. Namreč ni tako, da se nekdo samo usede v kabino, priklopi mikrofon in začne s komentarji. V ponedeljek ali torek pred dirkaškim vikendom dobim tisti razpored, kaj me lahko čaka v naslednjih dneh. In običajno to ni Formula 1. Do sedaj sem komentiral dirke Formule 1, Formule 2, Formule 3, Porsche Supercupa, Carrera Cup Deutschland, DTM, ne smemo pozabiti na propadlo W Series in na koncu še serijo NASCAR. In ukolikor sedaj razumete, kako velika skupina je to, vam bo verjetno tudi jasno, da v istem vikendu se lahko komentira čisto različne kategorije. Lep primer, v prejšnjem vikendu sem komentiral Formulo 2 na progi v Bakuju v Azerbajdžanu, poleg tega obe dirki Carrera Cup Deutschland na progi v Spa-Francorchamps, naslednjo nedeljo me čaka dirka serije NASCAR, ki je čisto drugi svet. Formulo 1 seveda bi lahko dejali, da imam skoraj v malem prstu, ker dnevno pripravljam prispevke tu za vas. A pri drugih kategorijah osnove seveda poznam, ampak določene stvari je treba pogledati, preveriti, se tudi naučiti. In zato od trenutka, ko dobim potrditev, da bom imel prenos, začnem zbirati informacije. Informacije o progi, o dogodkih, o voznikih, skratka vse. In tu se skušam izogibati tistih zadev, ki so same po sebi umevne. Namreč govoriti o turističnih znamenitostih na nekem kraju, kjer bo dirka potekala, mislim, da marsikoga ne zanima, ampak zanimajo ga lastnosti proge, posebnosti, zanimivosti, ki morda se dotikajo same izvedbe določene dirke in še bi lahko naštevali. Ena stvar je govoriti že o prej omenjeni progi v Spaju, druga je pa opisati, na primer, lastnosti ovala, na katerih potekajo ameriške dirke. In tudi to je nekaj, na kar se mora komentator pripraviti. Poleg tega je treba poznati malce bolj podrobno tehnični pravilnik določene kategorije. In poleg tega tudi športni. Namreč komentator je tisti, ki zadeve mora vedeti, ne sme ugibati. In seveda tega pridejo na vrsto tisti dogodki, ki so se zgodili na prejšnjih dirkah in vse, kar je s tem povezano.
Seveda, ko so podatki zbrani, je treba narediti zapiske oziroma oporne točke. Sam ne pripravim nekega uvodnega govora, ki vam ga preberem, ko se dogajanje začne, ampak si zapišem tiste zadeve, ki se mi jih zdi nekako trivialno učiti na pamet. Koliko časa je trajal rekordni krog, bom imel seveda zapisano, ampak vse ostalo, kar bi se morda zdelo zanimivo, običajno ne. V trenutku, ko napravim zapiske, ki so na kategorijo približno dolgi 4 liste A4, sem pripravljen, da tisti določeni prenos nekako napravim. A to ne pomeni, da na isti vikend delam samo eno kategorijo, kot ste razumeli prej. Mnogokrat se zgodi, da imam različne kategorije iz različnih prizorišč z različnimi pravili. In seveda, vsaka kategorija terja svoje posebne priprave. A to še ne pomeni, da je mojega raziskovanja konec. Na razporedu vidim, kaj imam na primer v petek, soboto ali nedeljo. In treba je priti pravočasno na mesto v studio, da bi prenos pravzaprav napravil. Dobro veste, sam prihajam iz Goriške, treba je priti v Ljubljano in običajno zadeve organiziram tako, da sem vsaj uro pred začetkom prenosa na mestu dogajanja. Nikogar izmed vas ne zanima, če sem sam, na primer, obtičal na gneči na ljubljanski obvoznici. Jaz moram biti tam in moram biti pripravljen. In v tej uri, preden se vse skupaj začne, na Sportklubu vstopim v redakcijo, se usedem za računalnik in preverim vse tiste podatke, ki sem jih izbral v prejšnjih dnevih. Na primer, imeti moram dokončni vrstni red. Mnogokrat se zgodi, da v zadnjem trenutku komisarji nekoga kaznujejo, nekdo odstopi, zboli ali kajkoli drugega. Tudi marsikatera novica je objavljena tik pred zdajci, tik pred začetkom. In jaz jo moram vedeti. Natisnem si še tiste zadnje podrobnosti, shemo dirkališča in vse tisto, kar bi se morda lahko povedalo med samim prenosom. Od, na primer, lastnosti same proge, pa do nastavitev, ki jih morda imajo pri kakšni ekipi, tistemu, kar so objavili pri tem ali onem dobavitelju, skratka vse. In ko je vse to pripravljeno, seveda se premaknem iz tiste sobe v komentatorsko kabino. Na Sportklubu jih je 8 na razporedu, moram najti ono pravo. Seveda to preverim s tistim signalom, ki mi kaže v bistvu že dogajanje na progi, pripravim si zapiske. In seveda na levi strani lahko opazite, da imam še drugi monitor, ki ni nič drugega kot navadna televizija. In seveda v trenutku, ko so zapiski na svojem mestu, ko imam pravi signal pred seboj in nekako sem pripravljen, kontaktiram režijo. Ta se nahaja v Beogradu. Seveda se pred vsakim prenosom opravi tudi tonska vaj. A verjemite mi, da sam nimam vpliva na to, kakšen signal pride v eter k vam na televizijski sprejemnik. Verjetno sedaj marsikdo se sprašuje, zakaj pa imam tisto navadno televizijo tam na levi strani, da pravzaprav vidim, kdaj sem v etru. Signal, ki ga imam na onem prednjem monitorju, v resnici kaže sliko, ki je 30 sekund pred tistim, kar vidite vi. Namreč televizijski signal skupaj z mojim glasom odpotuje v Beograd na režijo, kjer se združi
in pride nazaj v Slovenijo. Zato obstaja določen zamik. Ste se kdaj spraševali, zakaj na primer po reklamah ali pred začetkom prenosa je približno pol minute tišine? Tako kot vi, tudi jaz na tisti pomožni televiziji vidim signal, da bomo začeli prenos v živo. In ko se ta ugasne, jaz prižgem mikrofon in začnem. Ampak ko jaz začnem govoriti, je potrebno približno 30 sekund, da bo zadeva prišla do vas. Seveda, režiser bi mi lahko dal sporočilo: glej, v etru smo, kar začni. Kdaj pa kdaj se zgodi, v večini primerov ne. In tudi pri izboru samih reklam mi nimamo kakšne velike kontrole. Dobimo sporočilo, da bodo sedaj pa vključili reklame, in takrat se moraš znajti. In verjetno marsikdo je rahlo jezen, ko vidi, da so reklame čisto v napačnem trenutku sredi vsega dogajanja. In verjemite mi, nihče ni bolj jezen kot komentator sam, ki bi rad dogajanje, ki ga vidi na ekranu, tudi opisal v živo. A to je le delček dogajanja, ki se lahko zgodi, ko komentator začne svoj prenos. Lahko bi dejal, da zmeraj vemo, kdaj bomo prenos začeli, kdaj ga bomo končali, pa lahko samo nekako predvidevamo. V večini primerov gre vse po načrtih, ampak mogoče začne deževati, mogoče se zgodi kakšna resna nesreča, mogoče pride do takšne ali drugačne prekinitve. Zato se mora biti zmeraj pripravljeni v bistvu na karkoli. Verjeli ali ne, v lanski sezoni je moj komentar dirke NASCAR iz Nashvilla trajal 7 ur in 20 minut. Dvomim, da je kdo z menoj zadržal od začetka pa do konca. Namreč verjetno dobro veste, da ob deževju so dirke serije NASCAR na ovalih prekinjene. In v Nashvillu smo imeli kar nekaj prekinitev. In verjamem, da tisti, ki ste to dirko spremljali z menoj, ste imeli čisto dovolj raznih dokumentarcev, country glasbe in podobnih zadev, ki jih je ameriška režija pošiljala v eter. A tu, kot dobro veste, mi nimamo nekega vpliva, lahko se samo trudimo zadeve, ki že na prvi pogled niso preveč zanimive, narediti bolj znosne. Dirka, kvalifikacije, prosti treningi so lahko zanimivi, predvsem zato, ker komentator pove tudi tisto, kar ni jasno razvidno iz televizijskega ekrana. Da je nekdo prvi in drugi zadnji, razume vsakdo, ki vidi tisto lestvico na samem ekranu. In po mojem videnju naloga komentatorja je dati tisto nekaj več. Verjamem, mnogim je to tečno in nepotrebno. A sam se zavedam dejstva, da ukolikor sporočilo ne pride od tistega, ki ga podaja, do onega, ki ga sprejema, je lahko napaka na izvoru ali na cilju, ampak, kot sem že povedal, marsikdaj se moramo tudi zavedati, da nismo vsi vsem povšeči. A pustimo sedaj to. Verjetno je vsakomur jasno, da komentar enega dogajanja z enega prizorišča terja ogromno energije. In zato se sam tudi, verjeli ali ne, fizično pripravljam. Dogaja se, da na vikend imam lahko tudi 6 ali 8 prenosov različnih kategorij. In v tistem premoru med enim in drugim dogajanjem moram nekako sprazniti glavo, čeprav bo marsikdo mislil, da to ne terja mnogo napora, in se pripraviti, podobno kot sem vam opisal prej, na tisto drugo kategorijo.
In sedaj ste razumeli, zakaj lahko na začetku dneva je nekdo poskočen, živahen, proti koncu pa že prekleto utrujen. Čeprav vam priznam, da sam ne rad delam drame tam, kjer je ni. Če dežuje, pač dežuje. Vedeli smo prej, ker smo se na to pripravili in pogledali, na primer, vremensko napoved. Če vidimo nekaj kapelj dežja na samem objektivu, to še ni razlog za kričanje. In mnogokrat boste lahko slišali, da nekdo pravi, da pri določeni dirki se izboljšave, ki jih je ekipa pripeljala za določeno dirko, niso izkazale kot bistvene. A treba se zavedati, da mnoge ekipe tudi izboljšav ne pripeljejo in verjetno to je razlog, zakaj so počasni. Verjetno vsakdo od nas ima svoj stil, svoj način, svojo vizijo. Moja je pač taka, kot je, in verjamem, da marsikomu je to všeč, nekaterim pač ne. A da ne boste mislili, namreč to, da sam sodelujem s športklubom, še ne pomeni na tiste dirkaške vikende konec mojih aktivnosti. Namreč, ko se po opravljenem delu vrnem domov, me zmeraj čaka še prispevek, ki ga lahko spremljate na mojem kanalu, kar pomeni, da po napornem dnevu in po recimo temu srednje dolgi poti sta še 2 uri dela, da lahko končno rečem, da je moj dan zaključen. To je v resnici moj problem, ki verjetno marsikoga izmed vas niti ne briga. Ampak za danes, za ta kratek oris, kako izgleda moje delo komentatorja na televiziji, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.